Dober dan, moje ime je Dušan Rutar. Začenjam sedmo pripovedjo iz serije Nevidnost hendikepa. Tokratna pripoved je o posebni potrebi, o potrebi po empatiji. Ko razmišljamo o potrebi po empatiji, morda dodatno pride do izraza pomen nevidnosti hendikepa, kajti da bi bili empatični do drugih ljudi, moramo znati gledati s srcem, kot se reče, moramo znati videti to, kar je sicer pogosto očem nevidno. Ko se pogovarjam z mladimi ljudmi, mi ti vedno znova pripovedujejo, kako se do njih obnašajo odrasli ljudje, starši, vzgojitelji, učitelji, pa tudi drugi ljudje. Vedno znova mi govorijo, kako jih prizadene to, kako se ljudje nanje naslavljajo. Vse prevečkrat mi pravijo ti mladi ljudje, jim sporočajo, da niso za nobeno rabo, da ničesar ne znajo, da iz njih nikoli nič ne bo. Vedno znova sporočajo, da bi se lahko potrudili še bolj, če bi se le hoteli. In nadaljujejo. Saj vemo, da se je vselej mogoče še bolj potruditi, vemo pa tudi, da enako velja za odrasle ljudi. Tudi vzgojitelji bi se še bolj potrudili, če bi se hoteli. Tudi starši bi se lahko še bolj potrudili, enako velja za vse druge ljudi. Kako je torej s tem, saj vemo, da se je včasih zelo težko še bolj potruditi, pa čeprav vemo, da bi se bilo treba, čeprav vemo, da bi bilo dobro in čeprav se želimo. Pripoved o vsem tem, pripoved o potrebi po empatiji, nadaljujem z dobro knjigo. Tako kot vedno je na vrsti najprej dobro branje. Knjiga, ki sem jo prebral pred kratkim, ima naslov Zlo. To je knjiga o psihologiji zla, o psihologiji trpljenja, o tem, kar imenujemo temna plat človekove osebnosti. To je pripoved o nečem, o čemer ne želimo vedeti prav dosti, o čemer se ne pogovarjamo. To je pripoved o tem, kar nas najpogosteje niti ne zanima. Gotovo je res, da ne želimo razmišljati o temni plati lastne osebnosti. Druga knjiga, ki jo berem ravnokar, je o osamljenosti. To je knjiga o socialni izključenosti, o izoliranosti. To je knjiga, ki nam pove, kako ljudje prenašamo osamljenost, izoliranost, kakšne učinke ima na naše življenje, zlasti pa, kako dolgo časa smo sploh zmožni to prenašati. Za nadaljevanje naše pripovedi o potrebi po empatiji, za razumevanje pomembnosti te potrebe, je dobro dojeti nek obrat v razmišljanju o človekovih potrebah. Spontano smo prepričani, da so temeljne človekove potrebe tiste, ki jih imenujemo biološke. Potreba po hrani, po vodi, po kisiku in tako dalje. Prav gotovo brez zadovoljevanja teh potreb ne moremo dolgo časa živeti. Toda
psihološko vzeto so enako pomembne potreba po pripadnosti, potreba po sprejetosti, potreba po pozitivnih medsebojnih odnosih, zlasti pa potreba po empatiji. Da bi razumeli, o čem govorijo mladi ljudje, ko razmišljajo o tem, kako jih odrasli ljudje prizadenejo, da bi razumeli, zakaj so prizadeti, si moramo na kratko ogledati psihološki izraz, ki nam veliko pove, zakaj se vse to dogaja, ki nam pove, kako se ljudje pogosto odzivamo drug na drugega. Mislim na avtomatične čustvene odzive. To so odzivi, ki pričajo, da ljudje premalo časa posvetijo poslušanju drugega človeka, da si vzamejo premalo časa, da bi ga zares razumeli, da bi dojeli, kaj hoče sporočiti, povedati, namesto da bi si vzeli dovolj časa, se dogaja, da se na drugega človeka odzivamo avtomatično, tako rekoč refleksno, da smo na nek način sami prizadeti, da skozi nas ne govori razum, kot se reče, ampak govori prizadetost. Avtomatični čustveni odzivi so verjetno ena največjih ovir, da bi bolje razumeli drug drugega, da bi si prisluhnili, da bi si vzeli dovolj časa in namenili drug drugemu dovolj prostora, da bi vsakdo prišel na svoj račun, kot se reče. Za razumevanje potrebe po empatiji pa je pomembno še nekaj. Pomembno je vprašanje, s katerim sklenem današnjo pripoved o potrebi po empatiji. To je vprašanje, ki nas postavi pred velik izziv. Navajeni smo namreč razmišljati o sebi, ko smo z drugimi ljudmi, nas zanima, kaj potrebujemo mi sami, kaj bi radi, kaj želimo od drugih ljudi. Za razumevanje empatije in njene potrebnosti pa je pomembno nekaj, kar je ravno nasprotno od tega. Vprašanje namreč ni, kaj potrebujemo mi, kaj želimo v določenem trenutku od drugega. Vprašanje je, kaj potrebuje drugi človek. V tem je srž empatije. Kajti, če se sam sprašujem, kaj v določenem trenutku potrebuje drugi, in se ta drugi človek vpraša enako, kaj torej potrebujem jaz kot drugi od njega, potem sva na najboljši poti, da ustvarjava dobre medsebojne odnose, da drug drugemu nameniva veliko pozornosti, da poskušava skrbeti drug za drugega. To je samo jedro empatije. Jaz skrbim za drugega, ne zase. In drugi skrbi za drugega, ki sem v tem primeru jaz. Nadaljevanje naslednjič.